Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni tokrat povsem na vzhodnem delu konjiške občine. Smo še na Zbelovski gori, čeravno smo gostje na turistični kmetiji Lovrenčič, ki ima sedež nekaj metrov niže že v občini Poljčane. Namen današnjega srečanja je, da se pogovorimo o dogajanju v zadnjem obdobju minulega leta, napovemo nekaj dogodkov v letošnjem letu, v katerega smo pravkar zakorakali, in pa, da se tudi seznanimo tudi s postopkom izbire in pa z pogledom nove direktorice občinske uprave, gospod Brede Obrez Preskar, na delo v bodočnosti. Vmes mi je posebej bilo naročeno, da moram kolegico novinarko, vašo novinarko, kolegico gospod Špelo Kurart upravičiti. Na urco pred dogodkom je poklicala in je nekako žalosti ugotovila, da moram na en drug dogodek, ki je po mnenju urednikov bolj pomemben kot naš, tako da se bom pa v drugi priliki srečali. In pa z nami ni vseh treh ravnateljic osnovnih šol, ker ima danes tudi neko zadevo na državni ravni, tako da vsi ostali pa v bistvu smo tukaj. Jaz bi mogoče uvodoma samo spomnil, da smo v letu 2015 slavili ali pa proslavljali, celotno leto posvetili 850-letnici prihoda kartuzijanov v naše kraje, v dolino Svetega Janeza, in pa, da smo ravno nekaj dni pred tem osrednjim dogodkom po več letih prizadevanja uspeli pridobiti status spomenika državnega pomena za ta biser v naši občini. Sicer pa ugotavljamo še tudi v letu 2016, tako kot v ostalih občinah, da smo na prihodkovni strani proračune morali precej zapisati nižje številke, kot smo bili navajeni v preteklih letih, predvsem kot je vsem znano na račun dejstva, da nekih primernih razpisov, kjer bi lokalne skupnosti lahko koristile sredstva iz nove finančne perspektive 2014-2020, še vedno ni, in to je povsem druga tema. No in temu primerno smo tudi nekako se morali navaditi na to dejstvo, da imamo na investicijskem področju kar malo manj za pokazati. Pa vendar, kljub vsemu bi spomnil na to, da smo uspeli energetsko sanacijo na telovadnici osnovne šole v Ločah izvesti v lanskem letu in pa tudi dokončali to podobno investicijo na osnovni šoli Podgoro. Kar se pa tiče same industrijskih površin, je pa velik napredek to, da se je premaknilo na Konecov in Travniku, in tam se od konca lanskega leta je že možno dobiti gradbeno dovoljenje, se tudi vidi dogajanje, da se stvari hitro spreminjajo. Za to leto, v katerega smo vstopili, pa vsekakor sta dva takšna mejnika, ki bi jih kazalo izpostaviti. To je dokončno sprejetje potrditev sprememb v občinskem prostorskem načrtu, kjer se še vedno nerazumno dolgo vlečejo eni postopki in na koncu pridemo do preštevanja kvadratnih metrov na eni strani pa na drugi. V glavnem, jaz vsekakor pričakujem, da bo to spomladi oziroma pred pričetkom poletja do občinskega praznika, menda zdaj po 10 letih pa le pod streho ta postopek. In pa tolikokrat napovedano obnovo vrtcev. Čez kakšen mesec dni bomo vedeli konkretne številke, o čem se pogovarjamo, ko govorimo o paketu obnove, seveda etapnem, za vrtec Prevrat in pa vrtec v Ločah. To mogoče na kratko po tej strani. Sicer pa bi glede na to dejstvo se zdaj osredotočili na to kadrovsko menjavo v naši občini, in vsekakor jaz se moram zahvaliti vsem medijem za korektno poročanje o tem dogajanju.
ker pa nekako sem pa v posameznih primerih pa zaznal, da ni bila informacija dovolj jasno prenešena, pa se vsekakor moram dotakniti tudi razloga, zakaj zdaj že bivši direktor Slavko Pačnik ni dobil tretjega mandata, tako kot je zapisano v enem mediju. Seveda, če me zaprosiš, če se ne prijaviš, potem ga tudi ne možeš dobiti. Namreč ne bi rad, da izpade, da je bilo karkoli narobe. Slavko je bil še danes zjutraj pri meni. V bistvu je to njegova odločitev, da tik pred odhodom v pokoj, približno dobri 2 leti mu še manjka, se je odločil in se je tudi prilika pojavila, da gre na eno bolj mirno delovno mesto. To je direktor podjetja Karso, kar pa pomeni, da je 2 hišni številki nižje v Starem trgu še vedno lociran. V bistvu ni šel nikamor. Skrbi pa zdaj za eno drugačno delovno organizacijo, to je zaposlitveni center Karso in tu je pravzaprav vsa poanta. Odločitev je bila njegova, ni bilo to nobenih nesporazumov ali pa nesoglasij in seveda takšno željo, da se človek tik pred penzijo gre malo odpočiti, če temu lahko tako rečem, je pa potrebno spoštovati. No, potem, ko smo prišli kar malo v časovno stisko, ko se je Slavko odločil, da ne bo več niti zaprosil za tretji mandat in v tistem časovnem stiski smo tudi uspeli izvesti potem razpis, javni razpis, na katerega je prišlo 24 prijav. Imenovana je bila 3-članska komisija, predsednica je bila zunanja, diplomirana pravnica oziroma odvetnica, sploh ni iz naše občine, tako da je še manj možnosti za kakršnakoli natolcevanja. In potem je komisija, ko je ta razgovore naredila z 23 od 24 kandidatov, v 3 kandidate oziroma kandidatke predlagala meni v ožji izbor, s katerim sem potem sam opravil razgovore. Nekje se je tudi pojavilo eno namigovanje, da gre za politično kadrovanje, kar pa sem jaz takrat že, ko sem to videl, bil malo začuden. Prvo razmišljanje v tej smeri, res sem bil presenečen in še danes ne vem odhod osnove, ker tako sedanje direktorice kot nobenega od kandidatov sploh nisem vprašal, za njo niti ne vem, ali je v kakšni stranki ali ni, me niti ne zanima, prepričan pa sem, da glede na dosedanje delo, dosedanje delovne izkušnje lahko prinese nekaj svežine, predvsem na tistem drugem delu, ki ga pa želimo v tem obdobju, ki je pred nami, še okrepiti. Poleg povezovanja občinske uprave, sodelovanja z javnimi zavodi in podjetji, predvsem še na tisti drugi gospodarski del. In tu so že stekli prvi pogovori z Obrtno-podjetniško zbornico, da bi koordinirala delo, poleg pri nas še koordinirala delo, recimo temu klub podjetnikov, dokončno obliko bomo še seveda dorekli. In mogoče je zdaj čas, da jaz malo utihnem pa predam besedo direktorici gospe Bredi Obres Preskar za mogoče nekaj prvih vtisov, kajti v podrobnostih se bomo seveda potem pogovarjali, ko bomo še bolj spoznali ustroj delovanja občinske uprave, kjer pa je vendarle nekaj razlik od njenega dosedanjega dela. Hvala lepa, gospod župan. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, spoštovane novinarke in novinarje, dragi gosti, drage sodelavke, gospod župan. Jaz občino Slovenske Konjice nekako vidim kot občino, ki ostaja zvesta svoji viziji in ciljev, tako da svojim delovanjem, vlaganjem v recimo temu trajnostni razvoj, kot je zdaj nekako moderno, omogoča sedanjim in prihodnjim rodovom kvalitetno življenje in aktivno vključevanje tako v gospodarske in družbene tokove. Zdaj v preteklosti sem delovala predvsem na področju gospodarstva, zdaj se podajam v druge vode, ampak moram reči, da tudi v preteklem obdobju je moje delo bilo v nenehni interakciji z tako lokalnim okoljem, pa tudi sicer širšim
širšim okoljem. Zato je, mislim, da ravno sedaj to izziv in pa nekako priložnost v tistem delu aktivnosti, ki lahko pripomore tako k dvigu, kot tudi povezovanju gospodarskih aktivnosti v občini in pa seveda k zagotovitvi, bi rekla temu, stimulativnega poslovnega okolja ter seveda nadaljnjemu razvoju kakovostne in pa tudi prepoznavne turistične ponudbe občine. Prizadevala si bom k učinkovitemu usklajevanju aktivnosti in za izkoriščanje tako informacijskih, predvsem pa finančnih virov, čeprav je gospod župan povedal, da tale aktualna finančna perspektiva res ni naklonjena, ampak vendarle upanja še nismo povsem izgubili, skratka, ki bo vodil k zagotavljanju razvoja občine in pa infrastrukture občine, s svojim profesionalnim vodenjem občinske uprave pa seveda sledila ciljem občine, ki deluje v prvi vrsti, vemo, v korist občanov. Mislim, da je sodelovanje med občino, gospodarstvom in pa tudi negospodarskim okoljem lahko učinkovito, če se seveda vsi zahtevamo izhodiščnih pozicij in pa odgovornosti. Le na tak način je potem možno delovati, to pa pomeni najprej definirati cilje, no in sedaj smo na tem, da skupaj nekako definiramo cilje in se seveda lotimo ustreznih aktivnosti. Moja prednostna naloga, kot je bilo že omenjeno, bo sodelovanje občine z uspešnimi obrtniki, podjetniki, jih spodbujati v naložbe v našem lokalnem okolju, s tem seveda ustvarjati čim večje število delovnih mest in pa nenazadnje tudi dodane vrednosti na zaposlenega. Snujemo tako imenovan projekt podjetniškega, strateškega kluba, sveta ali kakorkoli ga bomo poimenovali, ki se bo res prednostno zavzemal za vzpostavitev ustreznega podpornega okolja, na katerega se bodo navezovale tudi ostale razvojne, inovacijske, tehnološke ter druge iniciative z namenom doseganja optimalnih sinergij za zagotavljanje razvojnega in tehnološkega boja ter konkurenčnosti lokalnega gospodarstva. Druga moja prednostna naloga pa bo tudi sodelovanje z širšim podpornim okoljem, se pravi različnimi inštitucijami, ministrstvi, ne samo seveda na tej slovenski, lahko tudi na mednarodni ravni. Kar se samega dela tiče, pa lahko rečem, da si bom prizadevala predvsem za pregledno, učinkovito delo, organiziranost in delo občinske uprave, seveda za strokovno in kakovostno delo upoštevajo vse standardne. Občina Slovenske Konjice ima tudi usvojen standard kakovosti in s tem skladno bomo tudi delovali, morda z upoštevanjem tudi kakšnih mednarodnih standardov. Moja glavna skrb bo tudi ekonomična poraba finančnih sredstev in pa intenzivnost na področju pridobivanja sredstev. V občini bomo zasledovali tudi tekmovalnost in razvoj konkurence med izvajalci storitev v občini, predvsem pa in ne nazadnje, bomo delovali za in bomo usmerjeni k uporabniku, se pravi občanom, občankam, tako bodo naše storitve torej in delo občinske uprave in vseh uslužbencev, se pravi usmerjeno k potrebam naših občankam in občanom ter seveda njihovim interesom sodobnega občana. Toliko mogoče za uvod. Hvala še enkrat za zaupanje in seveda se veselim svojega novega delovnega področja in aktivnosti, ki se mi obetajo. Hvala lepa direktorici za tole kratko izčrpno napoved načina dela. Kot zanimivost, omenjen je bil standard ISO 9001 ravno v temle prostoru pred malo več kot 6 leti je bila slovesna podelitev. Zdaj bi pa prosil, glede na to, uvodoma sem že omenil, da v letošnjem letu praznujemo 870-letnico prve pisne omembe kraja, takrat še Novic Konjic, in bi za dogajanje v tem prazničnem letu zaprosil za opis tega dogajanja direktorico javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice, magistrico Renato Klančnik. Prav lep pozdrav.
In takole bi rekla, torej po lanskoletnem praznovanju 500-letnice kmečkih oporov in pa 850-letnice prihoda kartuzijanov v naše kraje bo torej letošnje leto posvečeno 870-letnici prve pisne omembe našega mesta, torej Slovenskih Konjic. V počastitev te obletnice se v občini pripravlja vrsta prireditev, tako v organizaciji našega zavoda, torej splošne knjižnice, kot tudi kulturnih, turističnih društev, šol, vrtcev in pa seveda tudi drugih inštitucij. No, v okviru našega zavoda bo prva prireditev, ki bo posvečena tej obletnici že v soboto, torej Akademija ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jo pripravljamo skupaj z gimnazijo pod naslovom Iz Konjic v Kovnovic, torej tako so takrat Konjicam rekli, v kateri se bomo spomnili bogatstva duhovne in pa materialne dediščine našega kraja. V okviru konjiških dni bo na to temo pripravljena razstava ob 870-letnici, razstavljena pa bodo likovna dela, nastala na podlagi razpisanega natečaja na to temo, v katerem bodo svojo likovno ustvarjalnost prikazali učenci osnovnih šol ter pa dijaki naše gimnazije. V pozno jesenskem času bo obletnici posvečena tudi izdaja druge literarne revije Spirala, ki jo bo izdala naša knjižnica. Seveda pa bo vrhunec praznovanja v času občinskega praznika, torej 30. junija. V sklopu tega bo išla tudi monografija, o čemer pa bo več v nadaljevanju povedala njena urednica, magistrica Aleksandra Buldin. Toliko na kratko. Odbora za pripravo monografije nad Konjiško 870, magistrici Aleksandri Buldin. Ja. No, v bistvu pri pripravi seveda te monografije smo se sestali že lansko pomlad. Pravzaprav smo se vsi člani uredniškega odbora strinjali, da se glede na visok jubilej kraja spodobi, da pripravimo nove prispevke za Konjičane, ki še niso bili objavljeni, tako po vsebini kot po obliki. Menim pa, da bo zanimivo tudi za druge, ne samo za Konjičane. Sicer sta do zdaj ob jubileju pisne omembe kraja išla dva zbornika, torej ob 850 in 860 letnici. Sedaj pa smo si zadali, da bi v bistvu tako oblikovno kot vsebinsko mogoče to malo presegli in smo se odločili za monografijo. Poleg mene sodelujejo še tehnični urednik Blaž Prapotnik, gospod župan Miran Gorinšek, gospod Florjan Jančič, arhidiakon Jože Vogrin, to je torej ožji sestav. Sicer pa pri samem zborniku kot avtorji sodelujejo v bistvu tako lokalni strokovnjaki in znanstveniki, kot tudi drugi akademski znanstveniki, celo strokovnjaki iz drugih slovenskih institucij. Moramo povedati, da smo se lepo uskladili, v bistvu dogovorili, nekaj predlogov smo dali mi, kaj pričakujemo, da bi bilo vsebovano v teh člankih. Nekaj pa je potem seveda še prihajalo z njihove strani. Glede na to, da se navezuje na jubilej prve pisne omembe, so članki vezani na področje zgodovine, arheologije, kulturne in naravne dediščine, etnografije in pa tudi področji, ki se dotikajo pristnih odnosov med ljudmi, to je humanitarnosti. No, tako torej, kot smo že povedali, večkrat omenili, ampak mislim, da je vredno, v bistvu izhajamo iz tele naše listine, zdaj ker pravimo, da je to naša listina, ker do sedaj znanih podatkih so Konjice ravno v tej listini iz leta 1146 prvič omenjene. No, seveda smo se dogovarjali, da bomo šli v arhiv, v bistvu v Avstrijo, potem pa seveda naš župan ima tudi prijatelje med avstrijskimi župani, mislim, da je bilo tako, in smo potem preko tega uspeli, da smo zelo hitro to listino dobili v Konjice.
Blaž Prapotnik bo to seveda tako oblikoval, da bo primerna za tisk in v bistvu do zdaj v literaturi pravzaprav ta listina ni bila ravno objavljena slikovno, tako da jo bo zdaj tudi možno videti. Sicer pa gre za listino oglejskega patriarha Pelegrina, ki omenja desetino v konjiški župniji, tako da je torej prva omemba našega kraja v bistvu vezana na župnijo. No, Konjice so pa seveda bile v tistem času še trg. No, v bistvu izid monografije smo predvideli na 30. junij 2016, torej izid takrat ob našem občinskem prazniku. Zdaj, če bi vas zanimalo, lahko mogoče navedem avtorje, sicer pa še zaključim. Menim, no, da le skupnost, ki svojim potomcem zapusti pisano besedo, lahko potem uspešno deluje tudi na drugih področjih. Tako da toliko za enkrat, če še bodo pa kakšna vprašanja, pa lahko še potem o avtorjih. Hvala lepa, Aleksandri. Ja, v bistvu s tistim, ko je omenila, ni bilo nič tak strašno delo. Jaz sem sam prosil Bernarda Sadovnika, zdaj župana občine Globasenca, če lahko uredi termin, da bi mi šli si to pogledati. Smo mislili imeti izgled, pa ga ni bilo, ker danes tehnika omogoča, da dobiš kar po elektronski pošti, pa bilo konc. Ampak je bilo to zelo v kratkem času, to smo se začeli pogovarjati, jaz sem povedala, kje je ta listina, kako, župan je pa čez manj kot en teden v bistvu poslal. Ja, smo že imeli, ja, mi smo šele načrtovali izgled. Izvolite, beseda je vaša, oziroma vprašanja, verjetno, da je še marsikaj ostalo nedorečenega, pa še bomo pojasnili. Prav, zdaj, če je takšna volja, da v tem delu ne bi več govorili, vas potem vabim v drugi prostor, ki je tudi še v konjiški občini, da tam še kakšno besedico rečemo, sicer pa res hvala lepa za tako številno udeležbo, tako medijev kot predstavnikov oziroma direktorjev javnih zavodov, podjetij, občinske uprave. Hvala. Hvala lepa.